Živjo in dobrodošli nazaj na mojem YouTube kanalu in v novem video posnetku. Danes si bomo pogledali, kako začeti z YouTube kanalom oziroma kaj je najbolj važno, da sploh lahko začnete z YouTube kanalom, ustvarite neko vsebino in jo naložite na vaš YouTube kanal in kam jo sploh lahko naložite. Torej, danes bomo pogledali neke osnove, kasneje v drugih videoposnetkih pa si bomo točno pogledali od A do Ž, kaj ustvariti, kako optimizirati in tako naprej. Torej, gremo kar na predstavitev, ki sem jo naredil v Canvi, da bomo lažje vse skupaj spremljali in imeli neko rdečo nit. Torej, kako začnem z YouTube kanalom? Z YouTube kanalom začnem tako, da najprej, kar potrebujem, je Google račun. Torej, če imate Gmail, če imate že ustvarjen Google račun, potem ste en korak že naprej, kar pomeni, da greste samo na YouTube in kreirate vaš kanal. Torej, vaš kanal, ko ga boste kreirali, je pomembno, da veste, kakšno ime želite imeti. Vaše ime pa je lahko povezano z nišo, ki jo boste imeli. Torej, če bo vaš kanal imel vsebino gor, ki je povezana z kuhanjem, potem bo vaša niša, torej kuhanje, in imate lahko samo ime kanala ali samo vaš ime in priimek, lahko pa imate zraven dodano nišo. Recimo, če je vaš ime in priimek Janez Novak, potem, če dodate nišo, je lahko kuhanje z Janezom Novakom. Ni dobro, da imate samo kuhanje, ker potem ne bodo ljudje vedeli mogoče ali pa že obstaja kakšen tak kanal. Se pravi, vaš YouTube kanal oziroma ime je dobro, da je nekaj specifičnega, nekaj, kar je posebnega in nekaj, kar si bodo ljudje zapomnili. Recimo v primeru našega pevskega zbora imamo Dragonari generala Rudolfa Maistra. Tudi če napišete samo Dragonari, vam bo najdlo Facebook stran in pa YouTube kanal, ker je vse skupaj zoptimizirano, da najde pod Dragonari že nas. Torej, pomembno je, da potem tudi nalagate take stvari gor, kar je povezano potem naprej z ureditev vašega YouTube kanala, torej z samim opisom. Se pravi, pomembno je, da opišete, v zvezi s čim se gre ta YouTube kanal in da seveda tudi dodate take oznake. Oznake se dodajajo lahko na sam YouTube kanal in na vsak video posnetek posebej. Zakaj je to pomembno? Zaradi tega, ker če je vaša niša kuhanje, to pomeni, da bo vaša oznaka kanala kuhanje, recepti, nekaj, kar je povezavi s tem. Ko pa boste delali specifično vsebino, se pravi, ko boste delali vsebino, ki je povezana s to nišo, recimo, da boste delali testenine carbonara, potem bo v samem videoposnetku, ki ga boste objavili, tega na carbonara, testenine. Se pravi, v samem YouTube kanalu v oznaki ne potrebujete dati carbonare, ker ni tako specifična zadeva, ampak boste nekako širše gledali pri označbi YouTube kanala, ožje pa boste gledali pri sami vsebini videoposnetka oziroma pri oznakah pri video vsebini. Torej, to je ena izmed zadev. Potem imamo naslovne slike. V naslovni sliki ravno tako lahko vi opišete čim več stvari. To je podobno kot pri Facebooku, kjer imate neko naslovno sliko lahko. Tukaj lahko zraven napišete, da ljudje, ki pridejo gor na vaš YouTube kanal, vedo, kaj lahko pričakujete. Neke vrste že opis v sliki, da ne iščejo posebej opisa. Imate lahko že na vrh, recimo, da vejo, kaj pričakujejo. V primeru mojega prijatelja Vilija Marinška, že vejo, da gor bodo najdli neke izobraževalne zadeve, neke vsebine povezane z diatonično harmoniko. Torej, če nekdo samo napiše Vili Marinšek, potem bo vedel, da to je vse skupaj nekako povezano z glasbo oziroma z diatonično harmoniko. V mojem primeru bo povezano z YouTube kanalom. Ko boste delali YouTube kanal, je možno kasneje vse skupaj spreminjati ime, spreminjati nišo. Se morate pa zavedati, da nekdo, ki je zdaj vaš naročnik, ne bo več naročnik, kar pomeni, da bo pač zapustil vaš YouTube kanal, če ste zamenjali nišo. V mojem primeru se je prej YouTube kanal imenoval Doles Harmonika in je bil povezan s harmoniko. Ker sem pač pred 12 leti začel snemati neke coverje znanih pesmi, zdaj sem se pač odločil, da naredim neko preusmeritev in da tega pač ne bom več počel, stare videoposnetke pa bom seveda pustil gor. Torej, spremenil sem ime na Sašo Doles in spremenil sem naslovno sliko, da bodo ljudje vedeli, celoten kanal v bistvu je povezan z YouTubeom, optimizacijo YouTubea. Torej, jaz se zavedam, da določeni ljudje, ki so me spremljali zaradi harmonike, bodo odšli. In če spremljaš to in si drugače tukaj zaradi harmonike,
te vabim, da se pridružiš YouTube kanalu Vili Marinšek, kjer boš dobil več koristnih nasvetov in glasbe povezanih z diatonično harmoniko. Da gremo kar naprej. Najbolj pomembna zadeva pri videoposnetkih je zvok. Torej mikrofon, ki ga uporabljate. Če imate telefon, če boste snemali samo vse skupaj s telefonom, potem mikrofon že imate in ravno tako imate poskrbljeno za drugo točko, kamero, ker je to seveda vaš telefon. Če tega nimate, jaz uporabljam kamero oziroma fotoaparat Sony ZV-1, ker jo lahko priklopim direktno na računalnik, ker ima pač to možnost. Tudi lahko priklopim gor zaradi baterije, ker imam potem neskončno baterijo in ne trošim v bistvu baterije. In pa, kakor sem rekel, mikrofon. Na to kamero, ravno tako kakor na vaš telefon, je možno priklopiti zunanje mikrofone. Zakaj zunanji mikrofon? Ker če boste imeli oddaljen vaš telefon dlje, bo tudi zvok težje lovilo. V primeru Vili Marinšek, se pravi njegovi posnetki, so snemani vsi s telefonom, kar pomeni, da je zadeva dovolj kvalitetna. Kar je on dodal, je, da ima zunanji mikrofon, ki je torej bliže in usmerjen njemu, zaradi tega, da ima čim boljši in čim bolj kvaliteten zvok. Ena izmed zadev, ki je še potem pomembna, ki sva jo pač pri Viliju tudi dodala in ravno tako tudi pri meni, so luči. Kot vidite, jaz imam pri strani luči zaradi tega, da sem bolj viden. Ker če boste imeli zunaj oblačno vreme, boste bolj temni, potem pa bo na hitro posijalo sonce in boste na hitro svetli ratali in boste enkrat svetli, enkrat temni. Tako da v tem primeru nekako je fajn, da poskrbite tudi za neko svetlobo, ampak če začenjate, potrebujete samo Googlov račun in potrebujete nek telefon in ste dovolj dobri in dovolj kvalitetni, če imate kvaliteten telefon, da začnete z YouTubeom, ne potrebujete drugega. Če snemate nekaj, kar je na računalniku, kakor je to v mojem primeru, je dovolj dober nek računalnik, snemanje ekrana. Kako se snema ekran, imate tudi od spodaj v opisu povezavo do tega videoposnetka. Da bi naredili neki kvaliteten videoposnetek, da odrežete, če ste se karkoli zmotili vmes, kar tudi jaz pri tem snemanju sem se in vidite, da so bile zadeve odrezane, lahko uporabljate popolnoma brezplačne programe. Spodaj v povezavi ravno tako najdete link do mojega YouTube posnetka, kjer sem omenil 5 brezplačnih programov za urejanje videoposnetkov. To so neke osnove, ki jih potrebujete. Naslovna slika je v bistvu nek dodatek, da nimate neke slike, ki jo YouTube sam določi direktno iz vašega videoposnetka in da je vsebinsko paše, da so vsi thumbnaili podobni ali pa identični. Da boste lahko dodali to naslovno sliko, morate verificirati svoj YouTube kanal, kar pomeni, da morate vašo telefonsko številko in YouTube kanal povezati s kodo in boste imeli verificirano zadevo in boste lahko tudi dodajali gor thumbnaile. Kaj torej potrebujemo, da sploh lahko začnemo z nekim videoposnetkom, da lahko začnemo z YouTube kanalom? V osnovi najbolj pomembna zadeva je, potrebujete Googlov račun, potrebujete neko napravo, s katero boste snemali in potrebujete internet, da boste seveda celotno zadevo naložili na splet. Torej, tu so 3 osnovne zadeve, ki jih potrebujete, vse ostalo so v bistvu neke nadgradnje. Pomembno je seveda, da se odločite, katero nišo boste imeli, ampak vse ostalo, če gledamo torej mikrofon, kamero, luči in programe, ne potrebujete kupovati, ker da začnete, je dovolj, da s tem, kar imate, naredite. Torej, potrebujete telefon, potrebujete Googlov račun in da naložite to vse skupaj na splet. Potem so pa seveda nadgradnje, da naredite thumbnaile, da optimizirate zadevo, da opišete, da dodate oznake. Zakaj se sploh lotiti YouTuba oziroma zakaj sploh začeti z njim? Zaradi tega, ker je to brezplačno orodje za grajenje nekih skupnosti in naročnikov, torej tisti, ki jih zanima vaša tema, tisti, ki jih zanima vse, kar je povezano z nišo, ki jo imate tudi vi sami, se bodo naročili na vaš kanal in bodo seveda celotno zadevo spremljali, kar pomeni, da boste imeli z dneva v dan tudi več naročnikov in po možnosti, ker boste nalagali svoje videoposnetke, boste s tem tudi kreirali vaš brand oziroma znamko in imeli potencialno več strank. Tretja zadeva je pa torej kreiranje brenda, se pravi, če vzamem primer Vilija Marinška, mojega prijatelja, vse vsebine, ki jih snemava, jih delava predvsem zaradi tega, da se mu bo njemu tudi povečala prodaja. Kar je logično, da neko zadevo delate, da nekaj drugega povečujete, mogoče prepoznavnost, mogoče v njegovem primeru več igranja, več prodaje in tako naprej. Če imate mogoče vrtnarijo in recimo, da se ukvarjate z vrtnarstvom, da imate vrtnarijo doma, kaj lahko naredite za večjo prepoznavnost? Vsak teden bi lahko recimo naložili nek video posnetek, kako se presadi rože, kdaj se sadi rože, kaj je kakšen pomen kakšne rože. Ogromno
ogromno zadev imate, kjer lahko tudi razložite, zakaj, kakšen je pomen recimo neke rože, zakaj v določenem obdobju neki saditi. Potem lahko kakšne ste dodajali neke preparate zraven, se pravi, ki jih seveda tudi prodajate in lahko rečete, tukaj sem dodal to in to gnojilo, zaradi tega, ker je to gnojilo dobro za to in to in to, in potem date lahko povezavo tudi do vaše spletne trgovine recimo. In s tem si boste tudi večali prodajo in kreirali tudi vaše ime oziroma brand. Tako da ogromno je možnosti, samo morate biti čim bolj kreativni. Je pa res, da ko se boste lotili YouTube kanala, za tem stoji kar nekaj dela, ni potem tu samo nek YouTube kanal, kjer se ne dogaja nič, ampak morate biti tukaj tudi aktivni, kar pomeni, da je nekako priporočilo vsaj enkrat na teden neki daljši video posnetek. Če pač imate vsebine daljše, da je potrebno daljše urejanje, je dobro tudi vsaj enkrat na mesec, pa da ste vmes vsaj malce aktivni z nekimi shorti oziroma nekimi kratkimi videoposnetki, da bodo ljudje lažje videli, da ste aktivni in boste zaradi tega dobili tudi več naročnikov in posledično tudi mogoče več prodaje. Tako da jaz upam, da sem vam kakorkoli pomagal s temi nasveti, da ste videli vsaj v osnovi, zakaj se sploh lotiti YouTubea, kaj potrebujete, da začnete, in če imate torej nek posel, je lahko nek YouTube predvsem za vašo prepoznavnost oziroma za to, da boste celotno vsebino izpopolnili in si večali oglede in posledično lahko zaslužili tudi z reklamami na YouTubeom, ampak o tem kdaj drugič. Tako da hvala vam za vaš ogled, hvala vam, da ste si vzeli čas, da ste poslušali tale video in se vidimo v naslednjih posnetkih, kjer bomo govorili še bolj podrobno o vsem tem, kar smo si danes pogledali. Hvala in lep dan.